Lep večerni pozdrav. Ponovno se gledamo v oddaji Popotniški snap. Torej, trenutno izvajamo drugo epizodo 7. sezone naše oddaje in smo do sedaj gostili že veliko prostovoljnih novinarjev in prostovoljcev Popotniškega združenja, pa prav tako popotnikov, ki nam vsakič približajo zanimive zgodbe, izkušnje in nauke iz svojih potovanj. Oddajo moderiram Tilen Lipič, organizira pa Popotniško združenje Slovenije, skupaj v sodelovanju z Mladinsko-kulturnim centrom Maribor. Preden pa vam predstavim današnjo novo gostjo, bi vas pa hitro pozval k dobrodelni akciji Popotniškega združenja. Namreč, kolikor vas seveda zanima, lahko v okviru Popotniškega združenja pomagate otrokom do oddiha na morju v mladinskem zdravilišču in letovišču Rdečega križa Debelji rtič. Sodelujete pa lahko tako, da bodisi namenite del dohodnine, uporabite direktno nakazilo ali pa SMS donacijo. Več informacij o tem pa seveda najdete na spletni strani. Prav tako pa se spodaj predvajajo ta navodila še večkrat. Tako da ja, da ne bom predolg v tem, z nami je danes tudi nova popotnica in postolovka Anđela Nedeljković, ki se je podala na pot odkrivanja Srednje Azije, med drugim tudi države Afganistan. Tako da, Anđela, dobrodošla v naši oddaji, lepo pozdravljena. Živijo. Mislim, da je bolje, da kar ti predstaviš, kaj na v prvem delu te dvodelne oddaje čaka, oziroma katere države v katere se bomo najprej podali. Torej, jaz sem tekom svojega absolventa se odločila za eno daljše popotovanje, kako bi porabila te zadnje dneve študentskega življenja in sem se odpravila na daljšo pustolovščino po Srednji Aziji. V prvem delu bom predstavila prve 3 države, ki sem jih obiskala, in sicer Kirgizistan, Kazahstan in Zahodno Kitajsko oziroma regijo Xinjiang. Pri tem izpostavljam, da vsi, ki nas spremljate, lahko prosto postavljate vprašanja in komentarje, na katere bomo poskušali odgovoriti najbolje možno. Tebi bom pa zastavil še eno vprašanje, no in katera izmed teh držav mogoče ti je najbolj zanimiva, oziroma katera meniš, da je najbolj vredna predstavljanja po tvojem mnenju? Ja, zdi se mi, da je Afganistan v bistvu najbolj zvečna, da bi vsi želeli poslušati o Afganistanu, ker je nenavadno, da nekdo potuje tam, še posebej ženska, da gre v Afganistan. Meni osebno je najbolj všeč bil Kirgizistan, ki ga bom prvo predstavila, ki je bil v bistvu prva država, ki sem obiskala, in tudi zadnja država, ki sem obiskala na tem potovanju. No, super, te pa bomo začeli s tem in bomo videli, torej, kaj skriva ta dežela. Ok. Torej, kot sem se že omenila, jaz sem si odločila lansko leto nekje sredi marca, da se bom odpravila na daljšo pot, in sicer sem 3 mesece preživela v Srednji Aziji. Na to sem se odločila, ker sem ugotovila, da so to v bistvu države, ki niso še vedno toliko turistične, še vedno so zgodovinski zelo zanimive. Jaz sem po stroki, mene najbolj vleče zgodovina, sem študirala tudi zgodovino, in ker me je ful pritegnila ta zgodovina nomadskih narodov, sem se odločila odpraviti pravo v države, o katerih se največ v bistvu o tem govori. In sem svojo pot zastavila nekako tako, da nisem veliko planirala, iskreno, tako da same logistike potovanja ne bom nekaj veliko predstavljala. Sem si kupila letalsko karto iz Avstrije, torej iz Dunaja za Biškek, in je to bila vsa priprava. In sem preverila, če rabim vizo za Kirgizistan, in to je to. Tudi v katere države sem potem hodila, je bilo precej odvisno od tega, kam bom končala kakšen dan, ker sem potovala tako, sem bila s še enim kolegom in so se odločila, da bova štopala, kampirala in couchsurfala, tako da nisem mogla res planirati, ker nisem vedela, kje bova končala v enem dnevu. Edino, kar sem vedela, da bo prva država na tem seznamu Kirgizistan. Zakaj pa prav Kirgizistan? Kirgizistan se je meni zdel tako najbolj zanimiv. Torej najprej, Kirgizistan je v Osrednji Aziji in je tako nekako v centru vseh teh držav, ki smo jih potem obiskali. Tukaj je zemljevid, in ko nekdo posluša o Kirgizistanu, ponavadi sliši o velikih, visokih gorah, ker sama država je večinoma v gorovju in je zelo znana po svoji nomadski zgodovini. Tudi so poznane te fotografije, ki so skozi po spletu s teh jezerih, s Sonkula, s Isikula in drugih jezerih. Je znana ta nomadska tradicija, da ljudje še danes
čeprav tekom 20. stoletja zaradi Sovjetske zveze je veliko nomadov bilo primorano začeti živeti pač v mestih, se pač ustaliti v enem mestu ali na eni vasi, še vedno ljudje danes gojijo to tradicijo. In pač med poletjem, ko se je toplejše, zaradi svojih pač živali, oni še vedno živijo v gorovju, živijo na višinah prek 3000-4000 metrov, medtem ko pa po zimi se selijo nazaj v mesta ali pa nekje bližje Biškeku ali kakšnemu drugemu večjemu mestu. Jaz konkretno v tej državi sem pač začela svojo pot in sem bila tam na začetku marca 2 tedna in potem, ker sem, pač ko sem rekla 3 mesece bila, sem potem spet na začetku junija prišla nazaj v Kirgizijo, ker ne bi prav rekla, da je začetek marca prav čas za obiskati Kirgizijo, če želiš hoditi v hribe, ker pač, ne vem, evo, po teh fotografijah, naprimer, se vidi, ko sva prišla prvi dan v Biškeku, je bilo zelo lepo, zelo sončno, sva prišla zjutraj, temperatura je bila 16-17 stopinj, popolnoma redu. In kaj boš obiskal? Če odpreš zemljevid, vidiš, da je Al-Arča, nacionalni park, le 15 km stran od Biškeka. In potem pač sem se jaz odločila, ok, zjutraj gremo, pač bomo štopali do Al-Arče. In smo prišli, še vedno je bilo sonce, ne bilo pač za osrednjo Azijo kar precej turistov. In smo začela hoditi. In po 8 urah hoje sva pa prišla na višino enih 3700-800 metrov in sva ugotovila, da je temperatura pač -17, da sneži in da mi ne moremo iti nazaj, ker pač ne bo dovolj časa enostavno. In potem so to prvo noč, tukaj je celo fotografija, kako so spala brez šotora, ker v takem snegu niti ne moreš dati šotora, vsaj ne najnega. In so samo dalo spalni vreči, si naredili eno luknjo v snegu in je to bila ta prva noč. Čeprav toliko mrzlo, jaz sem spala brez težav, ampak drugi dan so ugotovila, da je najbolj pametno, da prideva nazaj v Biškek in da nekako drugače si zastaviva svojo pot, ker -17, kot sem rekla, ni lih optimalna temperatura. Torej, to je bilo kar prva spontana izkušnja bivakiranja na takšni brez opreme, kar lahko rekli zelo resna stvar. No, kak je bil pa stik, mislim, kakšna je sama izkušnja tega pač prespati, pa mogoče ne zavedanje, da se ni mogoče vrniti isti dan nazaj iz takšnega kraja, pa da je takšna nevarna temperatura? Ja, pa v bistvu, to je bila celo moja prva izkušnja kampiranja, ker jaz nikoli pred tem nisem kampirala in ta kolega mi je samo rekel, kaj mi je potrebno do opreme za to najino potovanje. In jaz pač, ko smo mi prišli do te višine, jaz sem bila pač oblečena dovolj, samo nikoli nisem sploh bila na taki temperaturi. Meni je bilo pač res neverjetno mrzlo in mi je bilo pač na trenutke zelo neprijetno, ker sem se zavedala, da je civilizacija tako 8 km stran, vsaj, če ne več. In se ne moreš vrniti in nisem vedela, pač je bilo ok, ni izgledalo, kot da bo snežilo, kar je edina stvar, ki me v bistvu potolažila in dejstvo, da moja spalna vrečka je za do -25. To je edino, kar me potolažilo in potem sem nekako razmišljala, ok, do jutra bo še nekako šlo, ampak drugič ne bomo tega delali. In jaz sem tam pač sedela in čakala, tako, ok, gremo spat, da bo čim prej jutra. Ampak potem, ko so se ulegli, so gledali nebo, ki je bilo pač res prelepo in vidiš zvezdi in vidiš vse, ti si nekako, pa ja, ni tako slabo, je izjemna izkušnja. Zjutraj pač ta gor slika je v bistvu zjutraj, ko sem se zbudila in okrog mene sneg in je pač res neverjetna izkušnja, da se zbudiš tako na 3700 metrov in sam pač uživaš in je lepo in je zajtrk in to je to. Prvi komentar na tvojo super izkušnjo od Ksenije, torej zelo pogumno, res to je zelo pogumno, sploh če je prva izkušnja kampiranja, ampak je tudi verjetno nekaj posebnega, kljub temu, da je pač res, lahko rečemo, surovo, ne? Tako po navadi menijo, je to mogoče pač videnje zvezd, pa v takšni okolici res nekaj posebnega, no? Kar je pa neka ustaljena oblika potovanja tudi ne omogoča, ne, če se ne spustiš, da se dogodi kaj takega, samo je pa res tudi tvegano. Ne. Ja, pač v bistvu jaz sem si zelo želela iti iz te zone komfora, ker pač meni je to prva izkušnja v bistvu izven Evrope, ker jaz predtem sem vedno potovala po teh naših evropskih mestih, ker si nekako pač navajen, da je vse pač blizu, vse je pač povezano, ni te nekaj občutka, da si brez interneta, da si oddaljeno, pač vedno si navaden, bi nekako rekla. Ne pravim, da tu nisem bila navaden, prvič sem bila toliko izven nekega znanega. Pa tudi to, mislim, glede jezika, v Kirgizistanu se govori rusko, pač jaz
razumem dovolj, da pač tako pridem od ta točke A do točke B, ne pa da bi zdaj imela nekega pogovora. Pa to ni ustavilo ljudi v Kirgizistanu, da bi govorili z mano in nadaljevali pogovore in velikokrat pač jaz bi rekla sem, da, in oni bi sem govorili in potem me povabili na kosilo pač in k njim doma za prespat, ker so videli, da smo samo z nahrbtniki in jim to bilo dovolj pač kot znak, ja, oni so popotniki, ker smo hodili v take konce, da pač ni tu, pač mogoče en turist na en mesec in potem, ko te ljudje vidijo, so tako, ma kaj ti delaš v moji vasi, kako si nasploh našel, zakaj si tu prišel? In zaradi tega dobiš še bližjo izkušnjo, res poznaš ljudi in si zaradi tega naučiš še bolj zgodovine in kulture teh ljudi, ker ne vem, jaz pač sem rekla, sem zgodovinarka in berem o teh državah in mi je zanimivo poslušati in vse to, ma dokler jaz tega nisem videla v živo, dokler ne vidiš vsega tega, kar je zgodovina pustila za sabo, ne moreš res razumeti, zakaj se gre. Ne moreš niti te nomadske mentalitete, bi rekla. Ker meni je zelo zanimivo in jaz zelo pač rada se hecam in rečem zase, da sem nomad, ker zelo pač sem povsod in skozi manj. Ne na ta način, kot bi oni to razložili. To je zelo lepo povedano. Torej si dejansko, ti ljudje so verjetno ponosni izpostavljati svojo kulturo, če pride nekdo, ko ponovadi ne pride z drugih krajev, pa izkaže zanimanje, ne? Je že to nekaj zelo zanimivega. Ne? Pa drugače tudi koncept nomadstva je bolj surovi. Pogosto tudi digitalne nomade, o katerih smo tudi že govorili, omenjamo kot nomade, pa niso na takšen način to nomadi, ne? Ker še eno je neka privilegiranost na neki strani, oziroma neka drugačna stvar, kot je pa pri teh nomadih, ko je bilo to dejansko res surovo način življenja, ne? Preživetje. Ja, pač ti se moraš, si odvisen od narave, drugačen način življenja, ti se prilagajaš temu, kakšno je vreme zunaj ta dan. Če je januar in če veš, da je mrzlo, ti imaš točno določeno življenje, ni tega, pač imamo občutek, da oni res živijo v skladu z naravo in zaradi tega drugače doživljajo življenje. Pač oni nimajo tega, grem v pisarno, sem zaprt, če je zunaj 40 ali -10, jaz sem še vedno v isti pisarni. Ne, oni, če je sonce zunaj, so zunaj, če je ni sonca, so v jurtah zaprti, pač prav drugače je. Jaz sem pač, ker tudi pač vzamejo v teh krajih vse bilo popolnoma novo, tudi sama hrana in meni je najbolj všeč mi je bilo to, da vedno, ko greš v restauracijo, pa dobiš čaj, tako brezplačno prvo in osnovno ti dajo čaj. Jaz sem enkrat prišla prvič, ko sem prišla tako, jaz bom čaj, tako, jaz se ti bomo prinesli čaj, pač čaj dobiš. In ko sem pa prišla v Biškek in sem želela spoznati lokalce, sem na Couchsurfingu pogledala, če je kdo, ki uporablja in kar presenetljivo veliko ljudi uporablja vse te aplikacije. Sem spoznala eno punco, ki jih mojih let, tako 24-25 in je ona rekla pač, gremo na kosilo, vam bom pokazala našo hrano, našo kulturo, glasba bo zvečer in tako, ok, gremo pogledati. Takrat sem prvič probala konjsko meso in iskreno nisem fan, pač zame ni najbolj okusno, ampak kolega pravi pa, da je zelo, ima močen okus, bi rekla. In mleko tudi ima predvsem slan, močen okus. Mi je pa bilo zanimivo, da ko sem jaz naročila čaj, so mi dovolili in potem, ko se vidi na tej sliki gor, so mi prinesli to ogromno posodo, 5 litrov čaja. In jaz sem rekla, ja, sem 3, ne bomo mogli tega spiti in kolegica rekla, ne, to ni dovolj, mi bi mogli za 10, ker smo 3. 5 je tako za 2 največ in sem rekla, to je res ogromno čaja, ker mi dobimo tako eno pač šalso, dobiš, ko greš v lokal. Pa to je res nek primer, mislim, element gostoljubnosti, no, da tega kar brezplačno torej prinesejo kot nek pozdrav že, ne, začetni. Zelo zanimivo. Ja, in tudi pač velikokrat, mislim, oni so muslimani večinoma, velikokrat, ko bi nas spoznali, ne vem, če bi prespali nekje, bi nas zjutraj povabili zraven v džamije. In jaz sem prvič imela to pač priložnost in privilegij, bom rekla tudi, priti v džamijo z nekom, ki je tam v moli in pozna ljudi in pozna skupnost in sem se zelo dobrodošlo počutila, ker sem prišla in sem tam, pač meni je bilo malo nerodno, ker sem rekla, pač nisem vedna, pač ne vem, ne razumem, ampak vedno sem se počutila zelo dobrodošlo, pač bi prišli druge ženske, bi govorile z mano, pač jaz sem ostala celo več kot 1 uro tam, ker sem se samo pogovarjala s temi ženskami, ker to je za njih tudi oblika druženja, pač one tam pridejo s svojimi otroci ali pa mlade ženske in je to en način socializacije in je zelo lep pogled na religijo in kako pač
ona združuje v bistvu. Zelo lepo predstavijo to in zelo lepo spremljajo nas tujce, ker mi je pač res lep občutek. Kakšno pa je v tej državi si povedala, da torej je muslimanska religija, islam, ne? Pa še katera druga religija tako prisotna? Ne, pač oni islam imajo neke elemente religij, ki so jih imeli kot ne bi temu rekla prav religija, ampak še vedno v islam prinašajo neke elemente iz nomadskega načinega življenja. Pač kako praznujejo stvari, kje jih praznujejo, kakšno hrano jejo, pač vse to vpliva na njihov islam. Ne bih rekla, mislim, vsaj jaz nisem videla, da so še kakšne druge religije. V Kazahstanu je že drugačna zgodba, ampak v Kirgizistanu je islam pač glavna religija. Sedaj še nadaljujemo naprej po tvojih dnevih potovanja oziroma izkušnjah. V bistvu v samem Kirgizistanu smo potem obiskali še veliko mest, ker smo bili vse skupaj na koncu en mesec. Odpravili smo se do zahoda Kirgizistana in tukaj so fotografije Salkintora, ki je precej blizu meje in ampak to je že bilo junija meseca, zaradi tega izgleda lepo in zeleno. Na teh potovanjih pa smo se tudi pridružili drugim popotnikom, ki so pač, večina popotnikov začne prihajati v Srednjo Azijo v začetku junija, zaradi tega smo imeli privilegij, da smo spoznali še kar dosti popotnikov in smo se, naprimer, ko smo bili na Songkulu, Songkul je jezero, ki je na 3000 metrov, mislim, da ja, tu so te fotografije iz Songkula in tu smo imeli pač možnost sodelovati na enem pač trodnevna ekskurzija, pač horse riding in potem spiš v jurtah. In samo 20 €, ker je za nas pač smešna cena, oni so nam vsi lokalci rekli, da je to predrago in da ne delamo tega. In mi smo 3 dni pač imeli svojega vodnika, ki je z nami šel, pač konji, 3 dni smo hodili po teh hribih, ki jih tukaj vidim, še vedno je sneg, čeprav je sredi junija. In potem smo prespali v teh jurtah, ki so na fotografijah. In tukaj je tudi kosilo. To kosilo je prav bilo za Eid, za njihov praznik, ki je bil na začetku junija in ena družina, ko nas je videla, smo zunaj, kampiramo in jemo nudle, so rekli, da nekaj takega sam ni sprejemljivo in da nam ne bojo dovolili, da jemo tega, ker to ni zdravo in ni v redu. In potem so nas povabili še zraven na kosilo in smo pač čakali. In mi je bilo zelo lepo, kako pač je cela družina, ker je poleti, živi v teh jurtah. In to so 3 generacije, oziroma ne, celo 4 generacije, prababi in pradedi, potem še on in otroci, 5 otrok. In vsi imajo vse skupaj 5 ali 6 svojih jurt in tu živijo. In potem, dokler niso prav vsi člani prišli in dokler se ni najstarejša babica usedla, mi nismo smeli začeti jesti. Ko se je babica usedla in potem je dedi povedal molitev, smo se usedli in smo jedli in so začeli govoriti. In en od prisotnih je govoril tekoče francosko, ker je delal v Franciji, kolega pa govori francosko in zaradi tega so nas še dodatno, ja, se razumemo, pač to so kraji, ki sem jih tudi jaz obiskal, ker je on obiskal Evropo in nam je začel tako razlagati svoje zgodbe, zaradi tega smo bili 3 dni pri tej družini. In veliko je takih zgodb, da ne vem, spoznaš nekoga na ulici, na poti, ko štopaš v avtu in tako te sem povabil zraven. Ko smo, naprimer, iz Biškeka, da bi prišel do Salkintora in Narina, to je na samem jugu države, moraš prečkati dobesedno celo državo. In mi, ko smo šli, smo štopali in se je ustavil en starejši gospod in smo nekaj začeli govoriti in je rekel, ne, zunaj je tema, greste prespati pri meni. In mi smo prišli v eno vasnici, se ne spomnim, pri njemu doma. Njemu je bilo zelo žal, da on ne govori angleško in da ne moremo res lepo govoriti, ker pač govorimo mi dva dovolj rusko, da je povabil svoje nečakinje in vse otroki iz vasi, ki govorijo malo angleško, da bi oni prišli govoriti z nami. In tako smo pač zvečer smo postali atrakcije v tej vasi, vsi so nam se pridružili, ker je zelo bila lepa izkušnja. Velikokrat smo tudi kampirali, ker pač prav namen Kirgizistana je bil kampirati čim več, ker je narava res nekaj neverjetnega. In tukaj spodaj je slikica našega šotorja v dvorišču. V tej hiši za našim šotorjem, ki izgleda še manjša kot naš šotor, v bistvu živi 5-člana družina. Otroci ne govorijo rusko sploh, niti mati, samo oče govori. Jaz sem ga vprašala, če lahko damo šotor not. On je potem prišel in nam je začel razlagati, kako se rusko učijo, ker je moral hoditi v šolo, ker pač, ko so prišli Sovjeti, so bila taka pravila, ampak on od otroštva
vsako poletje prihaja nazaj v Kari-Kamiš, to je pač jezero, pri katerem smo mi kampirali na zahodu Kirgizistana, ker ima svoje konje. In ko sem ga vprašala, koliko, je rekel, ima ne velik, enih 200. In sem tako, za naše standarde je to kar ogromno, gospod. In potem so nas povabili tudi na zajtrk z družino, ampak spet zaradi jezika nismo se mogli pač nekaj pretirano pogovarjati. In cel ta pot v Kirgiziji v bistvu bila tako od enega hriba dobesedno do drugega hriba. Smo želeli čim več videti, čim več v naravi preživeti časa. In obiskali smo tudi, muzeje, tu sem naprimer dala statue iz muzeja, tudi na prejšnjem slajdu, naprimer, sem dala te preproge, ki so iz muzeja, ker so zelo ponosni na svoje preproge, kot v vseh srednjeazijskih državah, pa jih najdete tudi v muzeju in povsod. In tukaj je še ena slika z Žura, ki mi je bila zelo zanimiva izkušnja, ker je to edino, ko smo srečali naše turiste oziroma turisti iz Evrope in so pač dve ženski iz Nemčije in so rekli, danes večer gremo žurati. In so tako, kam gremo žurati, če smo v Kirgizistanu, pač mi smo vsi predvidevali navajeni na drugačen način žuranja. Potem smo ugotovili, da obstaja alternativna scena v Osrednji Aziji, ker oni vsi skupaj sodelujejo v kolektivi. In prav ta večer, ko smo mi bili v Kirgizistanu, v Biškeku, so prišli kolektivi iz Uzbekistana, ker so organizirali žur. Vsi žuri pa so v sovjetskih bunkerjih, ki so povsod pod Biškekom in jih je zelo težko najti. In potem so oni nam poslali lokacijo, mi smo več kot 1 uro iskali ta bunker, ker je pač prav pod stavbo in smo mislili, da ne bo toliko blizu, pač živijo ljudje tam, pač bo preglasno. Nič se ni slišalo. Mi smo komi našli vhod, prišli smo not in smo bili na takem žuru, to je bunker, ko prideš zunaj, nič ne veš, da se dogaja. In potem so nam mladi govorili, kako se počasi razvija tudi ta alternativna scena, samo je ni kot pri nas danes. Torej, tvoje zgodbe res pričarajo to pravo vpetost z lokalno skupnost oziroma spoznavanje lokalne skupnosti, ko pogosto popotnike omenjajo, to je tako ne bi to izgledalo. Oziroma, tako se v popolnih primerih lahko človek predstavlja, spoznal sem lokalno kulturo, povabili so me medse, v bistvu del izkušnje te pristne gostoljubnosti, pa tudi vidimo, kakšno infrastrukturo za kaj uporabljajo, pa kakšen kraj, ko verjetno sama ne bi dostopala, če bi to načrtovalo doma. Mislim, take stvari ne bi našla. Prav zaradi tega nisem niti želela načrtovati, ker nekaj takega niti ne bi našla, če bi planirala vnaprej. Ampak po Kirgizistanu, da bi šla naprej, ker bi lahko govorila še ogromno, ampak so še 2 državi. Po Kirgizistanu nam se je zdelo pač logično iti v Kazahstan, kar je blizu. In iz Biškeka do Almatija, pač drugega največjega mesta, ne pa glavnega mesta, ker sem jaz mislila, da je glavno, medtem ko je glavno mesto Astana, pa je tako enih 4 ure, 6, če štopaš. Drugače v teh državah, če štopaš, ne čakaš več kot 5 minut. Pač mi niti v enem kraju, ko smo štopali, nismo čakali nič. Vsakeč dvigneš prsti, ko se že ustavijo, ker je ta kultura štopanja že pač precej ustaljena v teh državah. In kot sem rekla, Kazahstan je naslednja država. Kazahstan je res ogromna država. Če bi rekli v naših nekih evropskih razmerah, se prostira v bistvu od Portugalske vse do Moskve. In v teh 3 mestih, ko sem jaz bila, jaz sem v Kazahstanu bila le 2 tedna, ker ni dovolj obiskati absolutno nič. Je pač tako, mi smo videli sam jug države, torej Almaty tukaj dol in ta jezera. In to je nekako, imamo čuti, da se moram vrniti v Kazahstan nujno, ker so drugi konci Mangestau, so pač je gor do Astane sploh priti tako 27 ur z vlakom. Tako da smo se odločili, da je pač za zdaj dovolj videti sam jug države. In to so neke fotografije iz Almatija, to je prvo mesto, v katero smo vstopili in v tem mestu smo pač obiskali z ene strani džamije, z druge strani tudi pravoslavne cerkve, ker je mene pač presenetilo, ker se nisem zavedala, da je toliko močna bila ruska skupnost. Ampak Kazahstan je ogromna država, v kateri živi veliko različnih manjšin. V muzeju v Almatiju, naprimer, najdemo podatek o najbolj različnih manjšin, ki so prišli živeti v Kazahstanu, od vseh evropskih, od Nemcev, Italijanov, nas pač z Balkana, pa do posebne skupine korejskih Kazahstancev, saj so se Korejci velikokrat v 19. stoletju selili, kar se tudi vidi v sami kuhinji, v tem, kakšne začimbe uporabljajo, ker je ta skupnost še vedno
precej močna in v Almatiju je en del mesta, ki je pač korejski del mesta, še danes in je ogromno njihovih restauracij. Almaty je zdaj že moderno mesto, Kazahstan je ena bolj modernih država v Srednji Aziji, bom rekla, in se vidi pač takoj ta razlika. Je veliko tržnih pač je nakupovalnih središč, je zelo organizirana, pač javni prevoz, je dvomilijonsko mesto, pač je po recimo evropskih standardih mesta. Mi pa smo ostali tam, kako bi ugotovili, kam bomo naprej in kaj bi videli naprej, in smo se odločili, da gremo smučati, ker je precej pocen smučati v Srednji Aziji. In Rusi, ki smo jih spoznali tudi pač tako na ulici, ker so videli, smo turisti, ker če imaš na hrbtnih od 50 litrov, je očitno, da si turist, so nam rekli, ja, precej poceni je pač smučati. In smo bili, jaz na primer nisem nikoli pred tem niti smučala in sem bili, zakaj ne? Preverili smo preko spleta in je smučanje 20 evrov na dan z opremo, ure smučanja za začetnike, kot sem jaz, pa je 1 ura 7 evrov, jaz sem dala za 2 uri, torej vse skupaj 34 evrov za cel dan smučanja in 2 učni uri. Smučišče pa je tako, jih je več okrog Almatija, to, do katero sem pač midva šla, je tako pol urce, 35 minut vse skupaj, ne spomnim se pa žal točnega imena. In potem na tem smučišču smo spoznali ene Kazahstance, tudi pač moj inštruktor nam je povedal, da si je zdaj najboljši čas za obiskati Kolsaj jezera in Sharing kanjon. To je v bistvu v bližini in takrat smo ugotovili, da bližino ne gledamo isto, ker v bližini za njih je 4 ure, v bližini za nas je pol ure. Ampak so nam rekli, ja, to se zdaj splača, če mislite ostati na jugu. In potem smo šli, se spravili na jezera Kolsaj. To so v bistvu 3 jezera, ki so na različnih nadmorskih višinah. Prvo je na 2400, potem 2700 in zadnje na čez 3000 metrov. Problem v tem, in to je mogoče edina stvar, ki sama sebi zameram, je, da za vse te zadeve, ki so precej blizu meje, to je na primer precej blizu kirgistanski meji, je potrebno dobiti dovoljenje. Če nimaš dovoljenja, ne smeš iti do pač obmejnih območij, ne smeš obiskati na primer tretjega jezera v tem primeru, dosti je nacionalnih parkov v Kirgizistanu tudi, ki jih ne smeš obiskati in na ta dovoljenja se čaka od 7 dni do 3 tednov, tako da je mogoče ena stvar, ki bi bilo pametno pravočasno pogledati, če je nekaj, kar bi res želel obiskati, če rabiš dovoljenje za to. Mi dva, na primer, so uspela pač iti na prvo in drugo jezero in tukaj so tudi fotografije pač prvega in drugega, tu smo pač kampirali tudi in so res zelo lepa jezera, ampak tudi sredi, pač to je bil začetek aprila, jezera so že vedno bila pač ledena. Se nisi pač mogel ne kopati, ne nič in je bilo res mrzlo. Ampak lahko kampiraš in je pač zelo lep razgled, tako da to res svetujem vsem. Kakšna pa bila izkušnja? Mislim, če je potrebno dovoljenja pa to dobiti, je res bilo brezskrbno kampiranje ob teh jezerih, tudi mislim, verjetno to ni tako obljuden kraj, ali vseeno zaradi dokaj, rečemo, v turistične vode prilagojeno, ali je to bolj res tako prosto? To je pač v vseh teh državah lahko kampiraš kjerkoli, pač wild camping je dovoljen, lahko kampiraš celo v mestih. Tako da to smo mi dali šotori, ni bilo nobenih težav. Mi smo, na primer, ker smo zjutraj že zgodaj štartali in smo na tem drugem jezeru bili že ob 12 ali 1, smo imeli več kot dovolj časa, da gremo do tretjega jezera. In zdaj nimaš dovoljenja, si ne upaš iti, ker ne veš, ampak hkrati ne veš, kaj te bo pričakovalo. Nisi srečal niti enega človeka že 13 kilometrov, a je možno, da je en, ki stoji tam 20 kilometrov sam in čaka, če bo nekdo prišel. Pač meni osebno ni bilo najbolj logično, kako to bo šlo sploh. In, na primer, mi smo začeli hoditi, nismo prišli do tretjega jezera, ker potem je še malo bolj strmo in smo rekli, raje pridemo nazaj pa uživamo v razgledu. Potem, ko smo govorili z lokalci, so rekli, ne, to ne drži, sploh ni nobenega, to je samo za vas pač tujce, ko pridete, da ste pozorni, ker mi želimo imeti v pogledu, v bistvu. Mi skrbimo za vas, če se vam bo nekaj zgodilo, ker itak v 90-ih letih, ko se je razpadla Sovjetska zveza, so vse te države imele zelo nevarne meje. In so se pač nekatere meje še vedno niso odprte in to je tudi ena stvar, na katero treba biti pozorni, s katere države lahko prečkaš v katero. In zaradi tega oni želijo imeti v bistvu pogled, če so kakšni turisti, če so se konec koncev izgubili, če jih je potrebno iskati, ker ti v vseh teh koncih nimaš interneta in si prepuščen sebi in naravi. Tako da
ne vem, v tem primeru, naprimer, mi nismo niti iskali dovoljenja, niti šli naprej, da bi rekla, ja, so bili policaji, so nas vrnili nazaj. Ampak za Tadžikistan, kar bom v naslednji epizodi govorila, pa je zgodba malo drugačna. Vse to je tudi pogosto, mislim, jaz sem na prvo žogo mislil, ne, da recimo varovanje, pa zaradi tega je omejen stop, ne, navadno je tako v kakšnih obljudenih naravnih parkih ali pa kaj podobno, je pa tudi to res edini način, kako sploh merijo, kdo pride v park, ne, edini način, pa tudi, mislim, pa da se nekaj pobere od turizma pa dejavnosti, da se zasluži tudi kaj, je pa res, da tako ima tudi pregled, ne, če, na primer, tiste države, ki se zelo turistično razvije, tako merijo, ne, številke oziroma statistično, ne, pa izračune delajo, no, pa vidijo, odkot pridejo, tako da je, ja, največ razlogov takšni mehanizmi, čeprav v takšni državi se res lahko vprašaš, a bo kdo tam čakal, ali je to samo provizorično, pa se ne rabiš, mislim, seveda do mega ne. V samem Kirgizistanu, naprimer, ne smeš iti do kitajske meje. In tam te že v Kirgizistanu čakajo Kitajci in ti rečejo, ne, naprej ne gre. Mi smo, naprimer, ko smo bili v Tašrabatu, Tašrabat je nacionalni park na meji, na kirgistanski meji s Kitajsko in tam pač večinoma greš po avtocesti in potem v enem trenutku pač zaviješ in greš nekaj gor. In na avtocesti te že ustavijo. Ni tako, da je v nacionalnem parku, ampak na avtocesti je policija, ki pride vpraša, če imaš dovoljenje, če imaš vse papire, če ne boš šel na Kitajsko naprej, ker kot turist pač zelo moraš biti pozoren, ko vstopaš na Kitajsko. In tam smo rekli, ok, gremo, ne gremo, gremo nazaj, drugič bomo to obiskali. Medtem, ko v Kazahstanu jaz nisem dobila tega občutka, ampak spet nismo toliko riskirali, smo šli do pol poti, smo bili, ok, gremo nazaj. In ja, mi je bilo zanimivo, ko smo bili v Kazahstanu, sem pokomentirala, da mi je zelo okusna njihova hrana, ima premočen okus in mi imamo preveč konjskega mesa, 3 dni, pač to je že bilo tako 3 mesece, samo to jaz mi ni bilo redu. In potem sem bila tako, kolega je predlagal, kaj pa če najdemo kakšno balkansko restauracijo, sem rekla, meni absolutno ni šans. In potem smo našli čevape v sredi Almatija, v enem nakupovalnem središču. Ko smo šli, smo spoznali Makedonce, ki so pa prišli med Sovjetsko zvezo živeti v Kazahstanu. So bili zelo veseli videti nas, mislim, mene z Balkana, so nam dali brezplačno večerjo tudi oni. In oni predlagali, kam naprej. In po Kazahstanu, zdaj mi smo spet, neka ideja je bila, da bi iz Kazahstana nekako se pač počasi prišli do Pakistana. Ampak to je bilo aprila meseca in aprila meseca ni bilo najbolj varno iti v Pakistan, zaradi česa so se mi dva odločili, da bi mogoče bilo pametno pustiti Pakistan za kakšno drugo potovanje in se zdaj odločiti za nekaj drugega. In potem je bilo tako, pa Pakistan se nam je zdaj najbolj nevaren, najbolj avanturističen od vseh teh držav, kaj bomo naredili. In potem smo ugotovili, da za zahodno Kitajsko ne potrebujemo ne vize, ne turističnega vodnika, ne nič in smo bili precej blizu, samo 26 ur z vlakom in smo bili tako, ok, mogoče bi bilo pametno naslednje pač iti na Kitajsko. Smo ugotovili, da na zahodu Kitajske, torej, ja, to so še ene fotografije drugače, ki sem pozabila omeniti z vseh teh jezer, kanjon, smučanja. Ja, ampak kot sem rekla, mi smo obiskali torej zahod Kitajske, na zahodu živijo Ujguri, to je muslimanska skupnost, ki nam je vsem žal znana po zelo slabem tretmaju, ki ga dobivajo strani kitajske oblasti, povsod so kamere, jezika svojega niti ne smejo govoriti, se morajo učiti mandarinščine, je zelo, 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 zelo strogo. In zaradi tega je vse to bilo prepovedano zahodnim turistom. Pač turisti pred kratkim v bistvu niso smeli iti brez turističnega vodje obiskati ta konc Kitajske. Mi pač, jaz osebno nisem poznala toliko te zgodbe, nisem niti vedela, da je prepovedano za turisti in potem sem se samo vprašala, kaj če bi šli na Kitajsko in potem smo po Google ugotovili, da zdaj lahko. In kot državljan, pač jaz iz Srbije lahko in kot državljan EU tudi si 30 dni brez vize na Kitajskem. In potem smo se odločili, ja, zakaj ne. Meni je bila zelo zanimiva izkušnja prečkanja kazahstansko-kitajske meje, ki je trajala tako več kot 6 ur, ker tu smo gor pri Urumčiju prečkali mejo. V bistvu so štopali do meje, potem po meji pa nam kitajska policija tega ni več dovolila, so nas pakirali na prvi avtobus, na sami meji pa so nas držali precej dolgo. Na kazahstanski strani je bil problem, da policaj ni vedel, kaj je Srbija in kje je Srbija. Tako da, ko sem mu jaz dala svoj potni list, je on pogledal tako in je bil
tako zmeden Serbija in potem še naprej gledal, na nekaj seznamu poiskal, pa me ni našel, potem je poklical še svojega kolega, pa sta skupaj gledala potni list, potem sta na Google tipkala Serbija in so mi sam vrnili potni list in sem jaz ko bila, pač pečat in oni so mi vrnili, so Serbija in ko pečat in so mi končno dali in sem končno prečkala na kitajsko stran. Na kitajsko stran pa prideš in je treba izpolniti dokumentacijo, kam boš šel, kje boš prespal, s kom boš šel, na kateri vlak boš šel, pa to je v bistvu vse tako pro formo, bi rekla, ker mi nismo polovice teh informacij vedeli, sem se napisala, obiskala bom v Rumči, Kašgar in je to. 2 tedna in edino smo imeli pač letalske karte kupljene za Uzbekistan, kako bi oni videli, da bi bomo izstopili iz države, ker zelo radi vidijo samo dejstvo, da boš zapuštil državo na koncu, nič drugega jim ni bilo potrebno v tem trenutku. Spraševali pa so nas roboti, policaji so sedeli zraven, ampak policaji, ker ne govorijo angleško in očitno nimajo turistov na tej meji, niso pričakovali, da bosta prišla 2 tujca in potem je mene robot v srbščini spraševal, odkot sem, kaj delam. In jaz, ko sem mu začela odgovarjati, mi je bilo zelo smešno in potem se policajka mi je bilo, zakaj se ti smeješ? In sem tako, ker nisem pričakovala srbščine na kitajski meji in potem se je začela razlagati in ona je bila predvsem navdušena in je bila, dobrodošli in še nekaj povedala in nas je spustila čez mejo. In potem po enih kar dolgi 20 urah smo prišli v Urumči. Urumči je največje mesto na zahodu Kitajske, ki ima 6 milijonov prebivalcev in ko prideš v to mesto, imaš precej občutek, da sta v bistvu 2 mesta. Ker kitajska oblast namenoma sedli Han Kitajce, kako bi razbili to ujgursko skupnost na nek način. Ampak integracija ni bila zelo uspešna, zaradi česar je v polovici mesta so Han Kitajci, medtem ko v drugi polovici so Ujguri. In se tudi vidi ta razlika sam v tem, kaj vidiš v samem mestu in kakšno hrano jejo. Ker tukaj gor je slika, ko jemo te baoče, ki so pač v bistvu v Han polovici mesta. Med tema 2 deloma mesta sploh ni javnega prevoza. Ali pa je zelo izjemoma redko. Lahko greš s taksijem, ki itak je tako 10 minut 80 centov. Za nas tujce ni drag, ampak ni tako neke realne povezave med mesti. In povsod so kamere, pač po ulici hodiš in na enem stebru je tako vsaj 6 kamer. Kamere so pred trgovino, moraš kazati potni list, ko vstopiš v park, v hotel, kamorkoli vstopiš, pač res je precej nadzorovano. In povsod je vojska in vojske ne smeš fotografirati, samo meni se je zelo smešno, ko sem jih videla, kako se skrivajo tukaj od sonca in sem jih fotografirala, ker so tako pač strašni z orožjem, ampak je sonce še vedno bolj strašno kot oni. In v tem mestu mene je presenetilo, da ko rečem, da ni bilo turistov, res mislim, da ni bilo sploh turistov. Pač od razen naju sta bila samo še 2 turista v celem Urumčiju. In to vemo, ker smo se mogli podpisati in tam smo videli, da smo 4 takrat prisotni. In to je to. Pač tam res ne hodijo turisti in zaradi tega si ti turistična atrakcija. Ker ti hodiš po mestu in se oni zelo radi fotografirajo s tabo. V enem dnevu so se z mano fotografirali kar 17-krat, ker sem prva oseba zahoda, ki so jo videli. Dobila sem brezplačen sladoled, dobila sem pač ogromno tako, daril, ker so me sam pač videli tam popravič. In tam pa sva spoznala en par iz Nemčije, oziroma ona je bila iz Čileja, on pa iz Nemčije, ki pa je na Kitajsko prišel iz Afganistana. In takrat se je pač v bistvu porodila ideja, da bi midva tudi svojo pot potem nadaljevala v Afganistanu. In nekako takrat, ko smo bili v Urumčiju, ker res je tako, zaprto mesto, je vse nadzorovano, ni toliko tega za videti, smo ta čas namenili tem, da se odločimo, če bomo šli naprej v Afganistan ali kaj bomo naredili. Na Kitajskem potem smo obiskali še Tulufan, ki je eno od glavnih mest na tej stari civilni poti in so pač je samo mesto je za njihove standarde majhno, ker ima samo 300,000 prebivalcev in smo tam tudi bili tako turistična atrakcija, obiskali zgodovino, ki se vidi, da je na novo napisana, bi nekako rekla, na novo predstavljena. In potem smo obiskali še Kašgar, ki pa je meni bilo najljubše mesto, ki sem ga obiskala na celem potu. To je najbolj barvito in najstarejše mesto na Kitajskem. In se nahaja pač na zahodu v tej provinciji Xinjiang
in še vedno tam prebivajo večinoma, mislim, da prek 90, pač 80% so Ujguri še vedno. Zaradi tega je še vedno precej prisotna njihova kultura, vendar samo v restauracijah in v jeziku. Se jo da opaziti, naprimer, na vseh znakih je nekaj napisano v mandarščini in potem v ujgurščini, ampak to so precej majhne pač črke. Se vidi, pač, kateri jezik je bolj pomemben. Tudi velik džami, ma se v teh džamih ne sme moliti. Pač to so džamije samo za nas turiste. Pridemo, vidimo in rečemo, ja, oni imajo džamije, ampak ne srečaš niti enega. In oni se ne smejo moliti in se molijo doma. Nisem imela tega privilegija, da bi spoznala sploh lokalno prebivalstvo, ker se bojijo govoriti, ne smejo nam govoriti, kaj se točno dogaja. Spoznali smo nekaj Kitajcev, ki so pa bili z drugih koncev Kitajske, ki so nam govorili, da to, kar mi pa vemo in vidimo, ne drži, ker pač je po njihovih besedah realnost drugačna. Vendar pač meni osebno je to mesto bilo zelo lepo in mi je ostalo v spominu, sam pa, kot se vidi na teh fotografijah, zaradi vseh teh barvah, nizkih hišicah, teh pač preprogah, zelo spominja na to osrednjeazijsko kulturo, na nomadsko kulturo, pač precej močen vpliv te islamske umetnosti tudi, pa in tudi v hrani in vsemu. Ampak tu se vidi ta kitajski vpliv, ker tukaj piše best position for taking pictures in povsod po mestu so best position for taking pictures. Tu imamo eno vprašanje, se tako lepo predstavlja tudi predualnost prejšnjega mesta, pa si tu omenil tudi nadzor na Kitajskem, ki je takšen, pa da je treba imeti na vsakem koraku potni list, ampak tudi v teh krajih je vse preko telefona deluje, tako kot je za kitajsko značilno, torej vse njihove aplikacije, da praktično brez telefona in potnega lista ne moš nikamor, oziroma imaš vse na roki, ampak nimaš na roki, ne? To sem pozabila omeniti, ampak v bistvu prva stvar, ki so mi rekli, če greš na Kitajsko, si naloži VPN. Jaz sem mislila, da to pomeni katerikoli VPN in sem imela svoj NordVPN, ki je plačljiv in bi mogel biti malo boljši. In ko sem prišla na Kitajsko, sem ugotovila, da moj telefon sam ne dela, ker NordVPN ne dela na Kitajskem, razen če ne nastaviš nekaj posebnega in jih kontaktiraš vnaprej, ampak jaz nisem toliko vnaprej razmišljala, sploh da bi vedela. In potem sem se našla tako 3 tedne brez telefona. Sem imela srečo, da sem potovala s kolego, ki je imel NordVPN Play Store, neki, ne vem kateri, ki ne vem zakaj sploh deloval, in smo imeli en telefon. To je precej, pač res je bilo težko funkcionirati samo z enim telefonom, ker na Kitajskem ti moraš imeti WeChat ali Alipay za plačila. In zdaj, pri Alipay je tako, da lahko naložiš, deluje, ampak če v enem dnevu porabiš več kot 100 evrov, se mu zdi malo suspicious in potem te lahko blokiraj in nas je 3-krat blokiral in ni želel delati. Medtem ko pa WeChat in moraš imeti nekoga, ki te bo povabil zraven, da pač nekdo, ki že uporablja WeChat in mu nekako aplikacija zaupa, da on tebe povabi zraven in potem moraš tako moliti nekoga, ki pač prosim, dodaj me na WeChat in če te doda, ampak tudi oni imajo omejitve, ne smeš dodati več kot 6 ljudi. In če nekdo ti reče, jaz sem že dodal 6 ljudi, tako ok, gremo naprej, iščemo drugega, ki nima toliko prijateljev na WeChatu. In potem, ne vem, mi smo naprimer želeli obiskati en dan fitness, ker eno od idej na tem potovanju je bilo tudi, da vidimo, kako izgledajo fitnessi v vseh teh državah. Jaz nisem žal mogla videti v Afganistanu, ampak vseh drugih smo videli in je drži to, da je ta sovjetska stari stereotip iz filmov. Nas je zanimalo tudi, kako je na zahodu Kitajske. In potem, ko smo prišli, smo ugotovili, da niti v en fitness ne moreš priti not, če nimaš WeChata, ker moraš skenirati QR kodo in plačati, preden prideš not. In če sta 2, ne moreš priti not, ker en telefon je ena oseba v bistvu, tako nekako enačijo. In če je 2 osebi, en telefon ne gre. In edina opcija je bila, da en sedi zunaj in to sam pač nismo želeli. In velikokrat, ne vem, v javnem prevozu ne moreš plačati 2 kart, mu lahko plačaš eno in potem jaz, ki pridem zraven z gotovine in me gledam, kot da sem prišel iz 19. stoletja in mi nimamo kaj zavrniti, pač mi nimamo gotovine. V hostel sem prišel in je tam bilo, ne spomnim se vsote in sem dala, in ko jaz ti nimam reči, ja, obdržim, potem, ampak kaj jaz bom z gotovino, pač kaj ona lahko naredi s to gotovino? Ne vem, pač ne morem ti pomagati, ker sama sebi ne morem pomagati. Velikrat nisem sploh plačala, ker so raje me pustili, da ne plačam, kot vzame gotovino, ker sam ne želijo gotovine, pač se izogibajo maksimalno. Torej, vsi, ki se odpravljate na Kitajsko, to je res preveriti, da še rezervni VPN v planu, preden se te odpraviti, preden se zgodi pol to, da si odsekamo sveta, ker vseeno
moraš biti tam, da se lahko določene stvari aktiviraš, pa to ne, kar je prej tudi težko. Pa vse deluje preko takšnih ali preko tako integrirane, pa vse od načrtovanja poti do naročanja, do plačevanja, vse je preko Alipaya, ne, in pol je res tista stvar, ampak ko enkrat to osvojiš, pa je že enostavno, pa samo hodiš skozi, pa samo telefon prisloniš in se je končal. Ja, jaz mislim, da nismo meni je to na primer bil res kulturni šok, ker jaz nisem oseba, ki je skozi na telefonu, pa tudi ne bi rekla, da mislim, sem v taki družbi, da smo skozi na telefoni, pa to ne pravim, da imaš screen time 10 minut. Tu, če imaš 3 ure, to pomeni, da nisi skozi za kitajske standarde. Ker mi smo tam prišli in smo spoznali ene, ki so tako naših let in smo šli na kosilo in so nam govorili, pač, ker so z drugih koncev Kitajske, kaj je treba tam obiskati. Ma ves čas tako ne gleda mene, gleda v telefon. In jaz sem mi rekla, pač nočem te užaliti, ampak meni je zelo neprijetno, da ti ne gledaš vame, ko govoriš z mano, pa gledaš v telefon. Mislim, ni tega stika, pač prišla sem iz Kazahstana in Kirgistana, ker so me pač tako vsak dan povsod bili zraven. Ne vem, če so kdaj vzeli telefon v roke in pridi na kosilo, se družimo, te objame, čeprav te prvič vidi. In pol prideš na Kitajsko in so tako na telefonu in tudi imamo kulturni šok, bi rekli. In ona mi rekla, ja, ampak to je pri nas normalno, pač jaz se pogovarjam s tabo, jaz to, da se pogovarjam že je, pač nekako grem iz svoje zone komfora, pač to je že korak naprej, da se pogovarjam s tabo. To me je šokiralo in ena stvar, ki me je precej šokirala, je to, da ko smo šli v restauracijo nekaj pojesti, mi je ona rekla, da nje niso všeč pijače v tej restauraciji, sem bila tako, pa ok, ne bomo nič pili, in potem je on prek WeChata naročila pijačo iz druge restauracije in so ji prinesli in sem bila tako, jaz ne vem, če bi lahko sama iz druge restauracije prinesla v drugo, v Sloveniji ali v Srbiji, mislim. Jaz ne, pač, če vzameš nekaj v pekarni, pa poješ v lokalu, je že tako, da pojem čim prej, da pač ne nosim v drugo mesto, medtem ko tam je povsem normalno, da ti dostava pride nekaj prinesti v drugo restauracijo. To mi je res bilo prav šokantno. To je res, mislim, tako so integrirali telefone, da že ko mi govorimo, da brez njih ne moremo, ne, praktično od vsega, da imamo banko, vse na telefonu, ne, e-naslove, pač se s tem ukvarjamo, je pri njih to res, pač brez tega že ni, mislim, iz naše izkušnje bo podobno, ko smo bili v hotelu, pa smo želeli igrati odbojko na ulici, smo si pač kar preko WeChata naročili odbojkarsko žogo, je prišla v nekaj minutah in je bilo vse rešeno. Enostavno, mislim, deluje full fine, enostavno, ampak je pa tudi ima svoje, no. Mislim, mi smo nekako preveč, jaz bi rekla, navajeni na svojo zasebnost in smo navajeni tudi nekega bolj osebnega stika, bi rekla. In meni to, da smo skozi na telefonih, ni mi bilo osebno najbolj všeč. In tudi to, jaz pač spet nisem obiskala drugih koncev Kitajske. Jaz sem bila na zahodu Kitajske, ki znam potem, da si precej kamer in vsega in nadzorovanja. Meni je bilo precej nerodno, ko sem se usedla v taksi in v taksi so bile 3 kamere. In v taksiju piše, da oni bojo posneli ta pogovor. In si tako, bodi tiho in pač se moraš kontrolirati, da nekaj ne rečeš, ker v tem trenutku itak bo želel nekaj reči, ker vidiš 3 kamere v taksiju, ki te gledajo. Si tako sediš mirno in meni je to, pač z ene strani je res to vse za naše standarde napredno. Taksi je pri tebi v 2 minutah, če nekaj naročiš v pol ure, imaš že pri sebi. Hotel pač nič ne rabiš, razen svojega prstnega odtisa in ti že reče, v katera soba kdaj, v kateri uri vse. Ampak ne vem, če smo mi prav navajeni. Kako pa je z ljudmi, mislim, se je to moje mnenje, recimo, ampak so tako dosti zadržani, niso tako osebni, ampak ko se pa enkrat povežejo, pa odprejo, pa je to dejansko, kako bi rekel, zelo prijateljski odnos, oziroma zelo, kako bi rekel, pristno. Ko enkrat se spustijo bliže, pa se z njimi povežeš, je pa res tisto pravo prijateljstvo, tisto zanimanje, pa interes, pa iskreni pogovori. No, tak se meni zdi, da tudi deluje, oziroma tako smo doživeli tudi z moje strani kitajsko kulturo, oziroma samo res bilo to drugi del, verjetno bolj vzhodna Kitajska, ampak ko se ljudje enkrat začnejo zaupati na Kitajskem, postanejo zelo, delujejo, kot da so vsi zelo dobrosrčni. To se strinjam, ker pač ne vem, na začetku je nekako odgovor zadržan, ampak na koncu so tako zelo me veseli, da sem te spoznala, se začnejo pogovori nekako poglabljati, niti ne ugotoviš, da jim toliko pomeniš, bi rekla na nek način, ker pač držijo še vedno nekako distanco, ampak prikazujejo na svoj način. Je pač drugačna kultura, to je pač, je lepo spoznati, da tudi tako. Ker jaz sem iz Srbije, mi smo sa Balkana, mi smo navajeni, da smo glasni in smo bliski že na začetku in potem prideš na Kitajsko in tako drži distanco in si ti tako, se ti moraš prilagoditi, bi rekla nekako.
To je pa res, ja, zelo zanimivo, no, kulturna primerjava, pa izkušnja. Sedaj še nadaljujemo. Ja, torej pač v bistvu s Kitajsko, mi smo na Kitajskem potovali, štopati na Kitajskem je precej težko, ker začneš in potem policija na zahodu Kitajske, ponavljam, te policije ustavi in ti reče, da tega ne smeš delati in potem te spakirajo na prvi vlak, bus ali karkoli. In zaradi tega smo mi precej hitro obupali na to samo idejo štopanja po Kitajskem in smo se odločili za njihove vlake, ker so precej hitri in precej udobni. Med Urumčijem in Kašgarjem smo šli z vlakom, ki je bil 17 ur, pač je trajala vožnja. Je bil ta sleeper, pač oni imajo 4 v bistvu, lahko stojiš, lahko sediš v zelo neudobnih stolih, lahko sediš v bolj udobnih stolih in potem lahko spiš in lahko spiš v luksuznih teh spalnicah. In mi smo izbrali to spanje, ampak ne v precej luksuznih in je bilo tako 12-13 evrov in se je bolj splačalo prespati noč na vlaku, kot pač plačati neki hostel. Vlaki je tudi zelo zanimiva izkušnja, ker na vlakih kadijo in se kartajo in se družijo in je pač so zelo sproščeni na vlakih, bi rekla nekako. Samo tudi kadijo na vlakih, pa me je kar presenetilo. In kot sem rekla, mi smo torej pač tako na vlakih potovali, mogli smo se vrniti nazaj pa v Urumči iz Kašgarja, ker smo iz Urumčija leteli potem v Uzbekistan, ker smo si tako splanirali in je to bila najcenejša opcija v bistvu, ker je letalska karta iz Urumčija do Taškenta z Almatijem stala nekih 40-50 evrov in se nam je to bila tako najboljša opcija. In v bistvu s tem bi jaz zaključila zgodbo za danes, ker potem se moja pot nadaljuje v Uzbekistan in v druge 3 države in druge 2 mesece moje poti. Tako da hvala za pozornost. In tako smo sedaj še obdelali zahodni del Kitajske, no, zelo zanimivo, ker načeloma tudi Kitajsko se prepozna večinoma po vzhodnem delu. Pa prej si omenila tudi, mogoče zanimivo dodati, ja, da je zdaj že, predtem je bila tudi za turistični obisk Kitajske potrebna viza, ne, zdaj pa mislim, da od konca leta 2024 za 30 dni ni potreben vizum. Če pa je tudi kaj drugega, pa je manj kot 30 dni, pa je spet potrebno pogledati, če je kakšen poseben vizum, recimo pri nas smo zaradi študijskih potreb potrebovali vizum, kljub temu, da nismo bili 30 dni. Ne. Tako da to je recimo zanimivo, da se pogledajo, pa res postopki so pa tudi zahtevni, vse natančno, kam, kdaj, kje, tudi če še ne veš. Ne. Ja, pač mene osebno naprimer to skoraj spravilo v probleme, ker jaz nisem res vedela, kakšna je natančna pot in potem, ker so bila 2, moj kolega je moški, jaz sem ženska in jaz sem precej nizka oseba. Oni so jo dali pač na razen in je vsak mogel odgovarjati na vprašanja. In potem so oni mene spraševali, kako jaz njega poznam, odkod je on, kako da skupaj potujeva in vsa ta vprašanja in njega so spraševali enako. In on je se zdaj začel, pač ko se ga vpraša, s čem se jaz ukvarjam, namesto da bi samo rekel, da sem študentka, ker sem bila absolvent, in začel razlagati, kaj točno jaz delam. In je zakompliciral, ker so mislili, da on ne ve, kako me pozna. Mene pa so vprašali, kam gremo, jaz pa nisem si zapomnila imen vseh te konci, se lahko zahod Kitajske, pač vem, da je neko mesto bolj južno in je to. Oni so mislili, da je on mene ugrabil. In potem so nas zaradi tega držali na meji in spraševali naprej in zakaj jaz nimam denar in zakaj meni telefon ne dela in kako se poznava in je to se nadaljevalo, dokler jih nismo prepričali v bistvu, da se poznava več let, da potujeva skupaj, da to ni nevarnost in potem so nas spustili in so čakali, da vidijo, če se jaz bom ustrašila, ko njega vidi. Z ene strani zelo dobro, ker skrbijo za varnost žensk, z druge strani pa meni je osebno komična situacija, ker so me tam držali kot talnica 4 ure. To je zelo zanimiva situacija, ja, ampak mislim pa tudi izkušen. No, je pa res to prednost, ne, kako preverijo, da je varnost, kakšen se dogaja, pa kriminal pa podobno. Ja, in na tej točki zaključujemo prvi del popotovanja po Srednji Aziji. Zahvaljujem se vsem poslušalkam in poslušalcem, gledalcem in gledalkam za današnje ogled, obisk, poslušanje. In hvala tebi, Anđela, za tvoj čas in deljenje vtisov in znanja. Bilo zelo zanimivo in hvala, da si te osebne zgodbe z nami. Z veseljem. In ja, ne zamudite tudi drugega dela, kjer bomo nadaljevali pot in se preselili tudi v Afganistan. Drugače, posnetek te epizode bo objavljen na YouTube kanalu Popotniškega združenja, lahko pa ga poslušate tudi v obliki podcasta na podcast aplikacijah. Do naslednjič, veliko potujte, uživajte in se vidimo. Bon voyage!